o današnjem avtomobilu zelo veliko že vemo. Namreč ID.5 je v bistvu ID.4 Coupe. Oblikovan je kot tako imenovani fastback, se pravi SUV, pri katerem je bistvena oblikovalska lastnost ta položen zadek. Bolj dinamičen zadek, bolj športen zadek, ampak do tega še pridemo. No, od spredaj sta ID.4 in pa ID.5 pravzaprav enaka. Pravzaprav sta enaka do sem. In če bi obema SUV-ovskima ID-jema odrezal streho, bi imel pravzaprav dva enaka ID Cabrija. Ampak s tem zadkom je povezan naš prvi pomislek pri tem avtomobilu. Tukaj zadaj ni prostora za zadnji brisalec. Seveda, izgledalo bi čudno, ampak ne bomo rekli, da ga nismo pogrešali. Ujel nas je namreč velik naliv in ta naliv je seveda tudi to zadnjo steklo povsem umazal. Ta zadek pa nas seveda pripelje tudi do poglavja aerodinamike. Ne boste presenečeni, če vam povem, da je ta ID.5 bolj aerodinamičen kot pa ID.4. Bolj kapljičaste oblike je. Količnik zračnega upora pri ID.5 meri 0,26, pri ID.4 pa 0,28. Ker pri električnih avtomobilih seveda vsak kilometer dosega šteje. No, koliko zmore ta avtomobil? Podatki so pokazali preko 500 km, ko smo ga do polnega napolnili z elektriko. No, v praksi je to seveda pomenilo nekaj manj, ampak poraba pri tem avtomobilu je bila kar spodobnih 17,4 kWh na 100 km. Seveda je treba pri tem dodati, da ta avtomobil testiramo v toplih dneh. Po zimi si boste že želeli, da bi izbrali tisti ID.5, ki ima dva motorja in pa štirikolesni pogon, kajti ta avtomobil pač nima nekih programov za recimo sneg. Pa še ena stvar je, čeprav je ID.5 bolj kupejevski kot pa ID.4, vseeno od tega avtomobila ne pričakujte dinamičnih voznih lastnosti. Ko greste na bolj hribovit, zaviti teren, takrat ta avtomobil pokaže, da ima visoko maso. Pa vrnimo se spet k temu kupejevskemu strešnemu loku. In naj vam povem, da prav veliko vpliva na samo praktičnost avtomobila vendarle nima. Pravzaprav ima ID.5 celo nekaj prtljažnih litrov več. Skoraj da povsem enaka pa je tudi zgodba s sedenjem na zadnji klopi. Tukaj zadaj so moji sopotniki povedali, da se sedi vrhunsko. Ena majhna razlika pa je, ko odrasel potnik sede na ta zadnji sedež, ima nad glavo manj prostora. Ampak, a vas zanima koliko? No, 1 cm in pa 2 mm. Mi menimo, da je to zanemarljivo.